Radio Rubin in tvojih 60 minut. Dober dan, vošči Amerika Koncut. Danes ponovno rišemo poseben portret. Tokrat je v naši družbi igralec, član ansambla SNG Nova Gorica Blaž Valič. Dobrodošel. Živijo, pozdravljeni vsi. Lep dan želim. Začela bi kar s tem. Kako vas je pritegnil ta poklic igralca? Brala sem, da ste se ga kar izogibali, poznali ste sicer gledališče zaradi družinskih vezi v tej umetnosti, ampak sami ste se ga lotili kar pozno. Pozno. Mislim, star sem bil 21 let, do takrat se nisem ukvarjal z gledališčem. Ko sem šel na akademijo, sem bil star 21 let, ja. Zakaj tako pozno? Ne vem, mislim, da sem hotel odkrivati svet še pred gledališčem v drugačni meri, z drugačnimi čustvi. Tako nekako se mi zdi. Vaš oče, Dare Valič, je bil kar proti temu, da bi bili igralec, ker je dobro poznal, kaj pomeni biti igralec. On je za vse nas 4, jaz imam še 3 sestre, si želel, da bi bili kaj drugega kot igralci ali igralke. Tako da nasprotoval, zmeraj nam je skušal najti v življenju kakšno drugo stvar, ki bi nas bolj veselila. Tako da recimo 50% mu je uspelo. Moja dvojčica Maja je arhitektka, moja druga sestra Lara je filozofinja in sociologinja kulture, Nina, najstarejša sestra, pa jaz kot najmlajši pa temu nekako nisva ubežala. Jaz sem si želel biti umetnostni zgodovinar. V bistvu sem najprej to hotel študirati, pa fotografijo v Prago. Ampak ne vem, zgleda, da je nekaj takega, ki te vleče. Ampak sem imel idejo, jaz sem si takoj rekel, jaz grem enkrat delati sprejemne izpite, če jih naredim, če jih pa ne naredim, bom šel pa delati nekaj drugega v življenju. No, pa sem jih naredil prvič. Sicer pa ste se poprijeli kar za različna dela, lepili ste plastiko, zidali. Sem potomec kamnosekov, zidarjev, doma sem iz Skril. Moram reči, da jaz sem nekako začel pri 15 letih že delati, tako da sem zaslužil kakšen denar, da sem ga imel v denarnici za kavo, pa kasneje za kakšne druge stvari še. Rad delam, no. Še zdaj rad za marsikaj poprimam. Najrazličnejše stvari. Če se vrneva k priimku Valič, tej družinski tradiciji igralcev, vas je kdaj ta priimek bremenil, da vam je šlo recimo na živce, da se vas vedno znova označuje z besedno zvezo znana igralska družina? Predvsem na začetku, ker nisem tega razumel, ali pa se nisem znal s tem na nek način spopasti kot z nečem, kar je nekaj, kar je meni dano. Jaz mislim, da so imeli drugi ljudje okrog mene večje težave s tem, kot jaz sam. No. Je pa tako, veste, jaz včeraj sem objavil eno fotografijo, pa so se zelo veliko mojih sorodnikov javili gor, saj si tak kot Dare, ne. Najbrž sem mu res podoben, mogoče je tudi način igre si podoben, ampak jaz nimam s tem težav. Sem že videl veliko dosti hujših plagiatov, kot bi bil jaz lahko. Po predahu konkretno Blaževih vlogah bodite blizu. Na Robinu spremljate portret igralca Blaža Valiča. Odpriva portfelj vaših vlog. Je katera, ki bi jo izpostavili, ki bi jo vzeli ven iz košarice in rekli, ta je bila pa nekaj posebnega zame? Jih je bilo že kar nekaj. Sem ugotovil, da sem že 15 let tukaj v novogoriškem gledališču in zelo veliko vlog je bilo, ki jih imam rad, ki jih še zdaj nosim pri sebi. Tiste, ki pa jih nisem imel rad, sem pa že pozabil. Tako da
je veliko več tistih, ki so mi ostale v lepem spominu, kot tistih, ki ne. Nimam neke specifične vloge, na katero bi se naslonil pa rekel, ta je pa tista, v kateri sem tako strašno užival. Jaz gledališče tako gledam, da veste, to je tako kot vsakodnevno opravilo. Se zbudiš, spiješ kafe, si umiješ zobe, se stuširaš, kaj postoriš. To je, jaz mislim, gledališče je življenje, no? Tako da v bistvu vse te vloge, katerekoli sem delal, so neki delčki mojega življenja, no. Ko že omenjate Novo Gorico, da ste tukaj že 15 let, spomniva, da vas je na te konce pripeljal Diego Debrea. Ja, Diego je bil, enkrat so sedela pri Joži, to je interni bife v ljubljanski Drami, in me vprašal, ti kaj pa kaj zdaj delaš, sem rekel, ti veš, da ta trenutek pa lih nekaj končujem, pa sem pa malo frej, pa tako, pa je rekel, a bi ti šel z mano v Gorico nekaj delati. Pa se rekel, ja pa zakaj pa ne? Sej Gorica je en lep prostor, ne. Mišljeno je bilo za eno predstavo, no zdaj sem pa že 15 let tukaj, no. Če ostaneva pri vlogah, katerih se najraje lotite? Odštekanih, klasičnih, kaj vas najbolj pritegne? Bi rekel, da ne delam razlik. Vsega se lotam. Vsega, kar dobim za delati. Kaj je pa meni bolj všeč, veste, pa tako, bi jaz rekel, da mogoče celo odvisno od tega počutja oziroma okolja, časa, v katerem tisti trenutek sem. Enkrat so mi bolj sedle bolj komične vloge, enkrat imam rad bolj resne vloge, zelo mešano, no. Nisem, mogoče še v vsem tem času še nisem najdel tistega, ker bi rekel, to me pa bolj veseli, to me pa manj veseli. V bistvu, če tako pogledam, a veste, presnete pa, jaz tukaj uživam v tem, da se potem te stvari sploh ne sprašujem. Dejansko se vržete v morje in splavate, lahko bi tako rekli. Rad imam morje. Zelo rad imam morje. No, ko omenjava skoke v morje in splavanje, brala sem, da vam je blizu improvizacija. Leta 1999 in 2000 ste tudi zmagali z vašo skupino na Impro ligi, tako da se kar znajdete v improvizaciji. Ja, v bistvu, glede na to, da jaz nisem imel nekih izkušenj z odrom, z igro, ko sem šel na akademijo, sem se pridružil z mojimi sošolci, v bistvu so takrat, oni so bili že prej improligaši, so delali lih novo skupino, vse kaj bi šel zraven in glede na to, da res nisem imel izkušenj, mi je bila to velika izkušnja in velik poriv za naprej. In sem se kalil tam in je bilo zelo super. Improvizacija, seveda, to je spet tako kot ta morje, ne, vržeš se noter in delaš, ne, in probaš splavati, ne. Lepo je to, improvizirati je super. Igralec Blaž Valič ostaja v naši družbi, doslej sva se dotaknila vaše igralske poti in vlog, ampak Blaž, kako pomembno je za vas biti dober odrski sogovornik? To je nujno. To je, jaz mislim, da je to osnova, da se lahko nek prizor, nekaj sploh zgodi. Poslušanje drug drugega in razumevanje drug drugega v najrazličnejših situacijah je osnova. Veste, recimo jaz pridem na vajo zvečer. Nekaj se mi je zgodilo čez dan, kar lahko vpliva na moje počutje. In takisto se lahko zgodi mojemu sogovorniku, kot ste vi rekla, sogovornici.
In v tistem trenutku moramo biti toliko skoncentrirani in toliko dobro namerni, da se temu prepustiš in da ne siliš v nekaj, oziroma da si v tistem danem trenutku pomoč, zato da lahko do nečesa pride. To ni tako kot v neki recimo tovarni konzervirane hrane, recimo, kjer mašina zmeraj v istem trenutku in z isto močjo pritisne nalepko izdelka gor, a ne? Ker mi nismo mašine, ampak smo ljudje, živi ljudje, ki se nam zgodi marsikaj, potem v bistvu moramo biti res pazljivi drug na drugega in seveda zelo, zelo dobro se moramo poslušati. Zanimivo pri vas je tudi, da pred akademijo niste nikdar stopili na oder, torej niste imeli te izkušnje predstav. Ne, malo sem že o tem že malo pregovoril, ampak ja, v bistvu jaz, če imam v nekem spominu, pa to je v nekem mojem praspominu, da sem stal enkrat na odru, ampak to tako, da sem gledal predstavo, v kateri je igral moj oče v drami, ampak gledal sem jo za odrom in me je en od igralcev pobral, majhen sem še bil, in me je nesel naročil na odru. Očitno je bila neka bolj taka hecna, komična stvar, da si je to dovolil in meni se je zdelo to gromozansko takrat. Tako veliko, tako pompozno oder ljubljanske drame, tega spomina si ne morem iz glave izbiti. Hecno je bilo potem, ko sem kasneje jaz sam stal na tem odru, prvič, ko sem šel delati v dramo, se ko pa, koliko je to majhen. Cel čas sem imel občutek, da je to neka zelo, zelo, zelo velika stvar. Ne. Pa vas je oče pogosto popeljal v gledališče, ko je nastopal, imel vaje, da ste ga lahko spremljali iza odra? Ja, jaz sem se, pa moje niti ne toliko zaradi gledališča samega, v smislu, da bi jaz to hodil gledati te, recimo, predstave. Rad sem kot otrok seveda v Lutkovno gledališče hodil, ker sem to bolj razumel kot tisto, kar je moj oče igral na odru, recimo, a ne. Jaz sem hodil tja, ker sem hotel biti z njim v družbi, zato da so se pogovarjala. Ker, veste, ta urnik, ki ga imamo mi igralci, je malo zoprn, ne. Jaz očeta zelo veliko nisem videl, ko sem bil majhen, ne. Ker zvečer ga ni bilo doma, ne. Ker je imel ali vaje ali predstave, tako kot mene zdaj ni doma za mojega sina. Ne? In jaz sem si kot otrok želel biti z njim v njegovi družbi in sem zato potem, kadar sem imel čas, ga prosil, če grem lahko z njim. Ne? Zato, da sem bila midva skupaj, da sva se kaj pogovarjala, pa da me je potem dol še pred Joži, to je ta interni bar, je bila gospa Vida, je imela ta bife. In potem me je pelil dol od gospe Vidi in sem dobil deci soka pa trdo kuhan jajc. Bolj zaradi tega, po moje, sem hodil jaz v gledališče. Blaž Valič ostaja v naši družbi tudi v nadaljevanju Ne hodite daleč. Današnji Robinov gost je igralec in član ansambla SNG Nova Gorica Blaž Valič. Blaž, kako pogosto se pri vas pojavi misel, kaj mi je bilo tega treba, da si preveč naložite? To pride res takrat, kadar včasih se zgodi, da se delajo kakšne predstave, ki recimo niso všeč, ti ne pašejo. Si jih že to videl, da so ti že, da se ne bo grdo slišalo, ampak bom uporabil besedo brezvezne. Takrat si pa ti rečeš, pa kam je bilo tega treba, da to, pa jo, pa lahko kaj drugega v življenju. Ne? Ampak to so samo trenutki. To so, dajmo reči, da so to ta slabi trenutki. No? Nisva še omenila, sodelovali ste tudi v filmu, pa tudi nedavno v nanizanki Reka ljubezni. Kakšna izkušnja je bila to?
Ja, to je bila super izkušnja. Jaz v bistvu sem šel v to izkušnjo zaradi tega, ker sem hotel testirati samega sebe, da vidim, kje sem kot človek. Ne? In ne glede na to, da je to mogoče pod narekovaji soap opera, se mi zdi, da je glede na to, da v Sloveniji ne snemamo veliko, da zato ni nikoli dovolj denarja, tudi še zdaj posebej v tej super 30-letni zgodovini naše nove države, sploh ni več denarja za film, za nadaljevanke. Se spomnim, da je v mojem otroštvu moj oče snemal, mislim, konstantno in filme, in nadaljevanke in tako dalje, in nanizanke, takšne in drugačne oddaje, tega izmeri manj. Sem se v bistvu v enem trenutku odločil in sem rekel, jaz to čem delati, zaradi tega, ker moram videti, kje sem tudi na tem področju, ne samo na gledališkem. In tudi zdaj sem snemal poleti to, kar so začeli prejšnjo nedeljo na RTV Slovenija inšpektor Vrenko in sem z veseljem pristopil zraven. Rad snemam, zelo mi je fajn, zelo uživam v tem. Kaj pa prepoznavnost? Prepoznavnost je pa, veste, mi ne bomo nikoli nogometaši Real Madrida, Barcelone in tako dalje. Spokojnim Jernejem Šugmanom smo pred mnogimi leti v Drami, v eni pozni večerni uri rekla, kako bi bilo lepo, da bi prišel na oder in bi bilo 70 tisoč, 80 tisoč ljudi, ki bi skandiralo tvoje ime, ko bi ti povedal monolog. A si predstavljaš to? To je prepoznavnost. To je ta... Mi nimamo tega. Mi smo majhna država z 2 milijonama prebivalcev in ne moramo se tega iti. Kdaj je življenje lepo za Blaža? O tem takoj po predahu. Danes na Robinu gostimo igralca in člana ansambla SNG Nova Gorica Blaža Valiča. V nadaljevanju imam za vas, Blaž, nekaj kratkih vprašanj, pa kar začniva. Katera dva poklica bi bila tista rezervna, če ne bi bili igralec? Fotograf za National Geographic, drugi poklic pa jaz mislim, da bi bil, da bi delal kot znanstvenik v Lucerni. Atomi, to bi me zanimalo. Če bi lahko, kam bi odleteli ta trenutek? Nekam, kjer je pogled na morje, samo pogled na morje. To, sploh ni važno kje. Kaj je za vas balzam za dušo? To prvo pivo po predstavi. Kdo ali kaj pa vas najbolj nasmeji? Ja, še zmeri moj sin. Še zmeri. To je pa tako smešen, da ne morem verjeti. Dve vaši kulinarični specialiteti, kateri sta? Ma kaj pa vem, mislim, da bi tako nekaj specialnega jaz imel, pa bi rekel, to bi pa, ne vem, rekel, to je pa res neka specialiteta, ki jo jaz delam. Jaz v kuhinji sem človek navdiha, zato jaz večinoma ustvarjam, kar se tiče nekih takih osnovnih kulinaričnih stvari, kot je pač kosilo. Moja žena Pika, ona pa odlično peče, ker ona pa zna torte pa tak, ker ona pa dela to točno po navodilih, jaz pa tega ne znam, ampak kaj jaz vem, najrazličnejše stvari delam, ne vem, joto delam zelo dobro, pa kaj jaz vem, pa bujto repo, take domače stvari, se delam tudi najrazličnejše druge, seveda, ampak za božič sem naredil jagenčka,
pa take turške kruhke, pa ful namazov zraven, pa različne solatke, pa tako super je bilo, ful je bilo dobro. No in še zadnje, kdaj je za vas življenje lepo? Ne vem, ampak jaz sem, kakorkoli sem lahko včasih jezen na vse, kar se dogaja, pa vse to, ampak jaz imam to neverjetno mero enega optimizma in imam rad to življenje. No. Ne glede na to, karkoli se zgodi, enkrat so lepe stvari, enkrat so slabe, ampak preprosto imam rad, da živim. No. V bistvu sem ful vesel, da sem bil ta najhitrejši spermi, ki mu je to uspel. Ne. Ker če pomislim na vse ostale, ki so zgubili, ne, si rečem, škoda bi bilo tudi vam lahko tako. Ne. No, pa še to vprašanje, 2 točki na Goriškem, kjer je razgled za vas najlepši. Kaj pa vem, jaz recimo živim v Nebotičniku, ne, v 13. nadstropju, ne, in imam pogled na sončni zahod in na Kostanjevico in to, ko pade dol ta sončni zahod, zadaj pod Zvonik, tam pride neka svetloba iz Gorice, krasna. Jaz se zmer tam takrat spomnim, moja nona je bila rojena v Gorici in zmer se na njo spomnim, ta fotografija, to mesto je res lepo. Potem je pa pogled iz Svete Gore na Solkanski most, na Solkan, na Gorico, na Novo Gorico, Sočo, Sabotin, ta pogled. Po predahu se nama pridruži Gorazd Jakomini. Ostanite blizu. Blaž Valič je današnji Robinov gost. Za zaključek vašega portreta so nama preostala še vprašanja vašega igralskega kolega Gorazda Jakominija. Predlagam, da mu kar predava besedo, vam pa seveda odgovore. Blaž, živijo, pozdravljen, Gorazd pri telefonu. Dobil sem izjemno zahtevno nalogo, namreč povabili so me k pogovoru na tak način, da ti postavim 3 vprašanja. Upam, da ne bodo prezahtevna. In kar lotil se bom prvega vprašanja. Namreč v zvezi s prvim vprašanjem imam strašno težavo. Namreč imam velik problem ti postaviti prvo vprašanje. In izhajajoč iz tega, kar sem ravnokar povedal, te sprašujem, zakaj imam to težavo? Gorazd moj, zlati. Ne vem, Gorazd, ne vem, zakaj. A veš, da bi jaz isto tebe vprašal. Jaz mislim, da to dolgoletno prijateljstvo že nosi to težo, da se ne sprašujemo, ampak sam še govorimo. Ne? Hvala, Gorazd, za to vprašanje, res bravo. Blaž, postavljam ti drugo vprašanje. Zanima me, kaj je tisto, kar te ta trenutek dela srečnega, konsistentnega, zadovoljnega in mogoče marsikomu za vzgled? Ja. Mene res osrečujejo ljudje. In kadar vidim vesele ljudi, sem tudi jaz vesel. Kadar vidim žalostne ljudi, jih skušam pripraviti do tega, da bi bili tudi oni veseli. In to, kako bi rekel, kot da bi imel nekako za življenjski cilj, da bi bili vsi veseli, da bi bili vsi srečni. Kot da mene osrečuje, če lahko to vidim, če lahko to gledam. In moje zadnje vprašanje, Blaž, je pa sledeče.
predstavljaj si, da si vladar recimo države, da si vladar Evrope, da si vladar sveta, da si absolutni vladar. Zanima me, kaj bi bile tiste 3 stvari, ki bi jih naredil, da bi zaznamovale tvoje obdobje vladanja. To me zanima. Ja, to je pa zdaj tako, ne. Prvo kot prvo si tega nikoli ne bi želel. Če pa bi imel to možnost, bi najprej vse povabil, da bi šli na en izlet, nekam, kjer bi vsi skupaj lepo videli morje, pa bi potem šli na ta drugi izlet, pa bi vsi videli gore, pa bi potem šli še na en izlet, pa bi vsi videli puščave, pa potem bi šli spet na izlet, pa bi videli jezera, pa bi videli, kako je ta lepi modri planet ena najlepša stvar, ki jo lahko imamo, in potem bi srčno upal, da bi vsi to razumeli in bi se začeli do tega planeta obnašati lepo, da ga ne bi izkoriščali, da bi se imeli strašen lepo in za vse bi bilo dovolj. Niti en ne bi izostal od tega. Za vse bi bilo dovolj rib, za vse bi bilo dovolj zelenjave, za vse bi bilo dovolj veselja, smeha. To. Tako nekako. Blaž Valič, hvala za ta vpogled v vaš svet in želimo vam vse dobro. Enako in jaz želim vsem poslušalcem in poslušalkam, da uživajo današnji dan in vse pred nami.